Spoštovani Franci, smrt je boleča, ker je tako nepreklicno dokončna. Za seboj pusti žalost in praznino. Tudi tvoja smrt ni pustila žalosti in praznine samo v tvoji družini, med prijatelji, ampak tudi med gasilskimi tovariši v prostovoljnem gasilskem društvu Nane Gorice. Izgubili smo dolgoletnega predanega člana, veterana. Še prejšnji mesec te je obiskala delegacija našega društva in ti voščila v praznovanju 80-letnice. Nihče ni niti pomislil, da se boš tako hitro poslovil. Med gasilce si vstopil v začetku leta 1954, takoj ko si dopolnil 18 let in ostal zvest gasilcev vse do svoje smrti. Zadnja leta ti sicer zdravje ni dopuščalo, da bi aktivno sodeloval v dejavnosti društva, v preteklosti pa si bil prizadevan in delavan in vedno smo se lahko zanesli na te. Leta 1964 si napredoval v gasilca prve stopnje, leta 2002 si prejel priznanje Gasilske zveze prve stopnje, leta 2008 gasilsko odlikovanje tretje stopnje in leta 1999 plaketo gasilskega veterana. V zahvalo za delo in vztrajnost v gasilstvu si prejel priznanja za 20, 30, 40, 50 in 60 let aktivnega delovanja v našem gasilskem društvu. Bil si pogumen mož, se nisi veliko tožil, kako se življenje poigralo s teboj, ko si v nesreči izgubil obe nogi. Ustvaril si družino, zgradil hišo, hodil v službo, si kot upokojencem načel več konjičkov, a vedno si našel čas tudi za gasilstvo. Če nisi mogel fizično pomagati, si pa tistim, ki so dograjevali in prenavljali naš gasilski dom, kupil zaboj piva. Neprecenljivo je bilo tvoje prizadevno in vestno delo pri organizaciji srečelova za veselico, ki je bila dolga leta v tvojih rokah. Gasilci sočustvujemo s tvojo družino in ji izrekamo iskreno sožalje. Pogrešali te bodo. Pogrešali te bomo tudi mi gasilci. Manjkala nam bosta tvoja predanost in tovarištvo. Pogrešali bomo tvoje pridne roke. Hvala za vse, dragi Franci, kar si storil za naše društvo. Hvala za vsa dejanja in zglede, ki si jih zapustil. S spoštovanjem se te bomo spominjali. Učivaj v miru. Dragi Franci, ko stojimo pred tvojim zadnjim slovesem od nas, ti z žalostjo srcu namenjam kar. Spoznal sem te na občnem zboru društva Tulipan, ko smo prvič zapeli upokojensko himno, to je pesem na melodijo pesmi Zapučale gore in s prirejenim besedilom, ki se naročuje iz naše majhne pokojnine s bolečinami v križu, v nogah, s težavami, z obojem in drobovjem. Pesem omenja, da nam peša vid in sluh in še kaj. Pristopil si mi in me vprašal, zakaj je ne pojejo vsi? To je nova pesem in vsi še ne poznajo besedila, sem omenil. Ti bom pa jaz prinesel besedilo, si mi rekel. In res si čez nekaj dni prikazal pri meni in izpolnil obljubo. Poklepetala sva, popila polno pivce in sem tudi marsikaj izvedel o tvojem življenju. Nič ni kazalo, da bi zaradi nesreče, ki si jo doživel, bil zagrenjen ali razočaran nad življenjem. Kaj je to depresija, si slišal samo po televiziji ali bral v časopisu. Življenju si se spretno izognil tej nadlogi. Že tedaj sem v tebi počudoval človeka s takšnim pogumom. Primerjal te bom z viharniki, zbori ali smrekami, ki rastejo v visokogorju in se svojo lepoto potrebujejo borbo biti za preživetje. Njihovi okleščeni vrhovi štrlijo visoko nad dolino. Tako si tudi ti priviharjal vse viharje. Že pri svojih 27 letih
si v nesreči na železnici izgubil obe nogi. Dobil si umetne noge in si strudno zakoračil v prihodnost, brez potrebe po preglah za ideološko ali kakšno drugo smer. Samo leto po nesreči si se poročil in čez leto nisi zibal prvi naraščaj. Tako se je srečno začelo tvoje družinsko življenje. Tudi drugod si bil aktiven. Vsi obdarovanci paketov Rdečega križa še pomnijo Francija, ki jih je razveseljeval s prinašanjem paketov dobrot. Udeleževal si se izletov in rad bil med ljudmi, saj si rad sodeloval pri raznih dobrodelnih opravilih. Doma si spretno vrtal kuhalnico in tudi gobelini so ti krajšali čas. Z ženo sta po 12 letih naročila še eno punčko. Tako se je ta zelena veja razcvetela na nekaj vnukov in celo 4 pravnukov. Dočakal sem 80 let in kljub hudi nesreči v mladosti si zaneseno, delovno in plodno preživel svoj vek. Žal, mnogi pa čeprav mladi in zdravi obupavajo nad življenjem in se ga celo krajšajo. Takim in mnogim drugim ostajaš svetov zgled, kako se je treba potruditi in uživati v življenju. Naj ti bo lahka zemljica, v kateri boš počival. Ostal boš mi v lepem spominu.